Žal ugotavljamo, da Slovenija na področju znanosti in tehnologije, še posebej zaradi dezintegracijskih poskusov raziskovalnega in visokošolskega sistema v zadnjem času, drsi proti repu Evrope in nima jasnih vizij razvoja. Konkurenčnost na področju patentno zaščitenih produktov in takih z visoko dodano vrednostjo je slaba. Le z večjo konkurenčnostjo v svetu razvitih pa si lahko zagotovimo v njem tudi svoj prostor. Zato torej potrebujemo dobro znanost, ki se edina lahko prelije v inovativno tehnologijo. Naše izhodišče je torej prednostna podpora znanju in znanosti, ki je tako družbena vrednota kot tudi tržna prednost. To ne bo le propagandni slogan, ampak je v programu SD podprto tudi s premišljenimi sistemskimi rešitvami, ki naj sklenejo krog med ustvarjanjem in izkoriščanjem znanja ter njegovim plasiranjem na svetovnem trgu, torej z internacionalizacijo. Zato bomo končno uresničili cilj nove Lizbonske strategije in v 5 do 7 letih dosegli podporo raziskovanju in razvoju z vlaganjem 3% bruto družbenega prihodka. Ta dodatna sredstva potrebujemo ne le za izvajanje odličnega znanstvenega dela, ampak tudi za izvajanje sprememb in prestrukturiranje obstoječih rigidnih okvirov, v katere je sedaj to vpeto. Institucionalno bomo spodbujali povezovanje znanja na več ravneh med disciplinami, med univerzami, javnimi in raziskovalnimi in podjetniškimi inštituti, torej med izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo, ter med domačimi in tujimi znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in mrežami. To bomo dosegli prvič s fleksibilno integracijo obstoječih institucij znanja, ki sicer ostajajo avtonomne, v raziskovalno-razvojne centre. Ti bodo dodatno financirani za usmerjene projekte na strateških področjih, ki jih prepoznavamo kot prednostne, predvsem okoljske tehnologije, področje biotehnologije, biomedicine, tehnologije materialov, nanotehnologije, informacijske tehnologije in tako dalje. In drugič, z postavitvijo mreže razvojnih inkubatorjev in tehnoloških parkov, kar bo omogočilo nastajanje novih oblik gospodarskega izkoriščanja znanja preko mehanizmov, ki so primerljivi z razvitim svetom. Potrebujemo tudi ljudi, mlade strokovnjake s kreativnim znanjem in privzgojenim načinom inovativnega mišljenja, sposobnega prilagajanja hitrim spremembam. Taki lahko izhajajo le iz visoko kvalitetnih univerz. Torej, potrebujemo dobro premišljeno mrežo visokih šol in univerz, slednje pa morajo zopet bazirati na najbolj kakovosti znanosti in uveljavljenih starejših raziskovalcih. Nazadnje, a ne najmanj pomembno, pa bo treba ustaviti beg možganov in ustvariti raziskovanju in razvoju prijazni prostor, da iz tujine privabimo uspešne slovenske in druge znanstvenike in ne nazadnje tudi mednarodni tvegani kapital. S tem naredimo najboljši korak k odpiranju tega prostora v globalni trg znanja.